Poletje je super letni čas, vreme je prijetno, toplo, ceste so lepe in suhe. V tem času izkoristimo dopuste, ampak vseeno jaz z leti opažam, da čedalje težje prenašam to poletno vročino. In moram reči, da letos v Novi Gorici nam ni bilo prav nič prešparano. Temperature vsak dan od 34 do 37 stopinj in v takih pogojih moraš na novo definirati, kako boš kolesaril. Tako da sem pripravil za vas nekaj nasvetov, ki jih jaz upoštevam, da se izognem kakršnim koli problemom v poletju. Živijo, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes, ko tole snemam, je 1. september. Vreme v tem trenutku je čudovito, sončno. Ob 8 zjutraj je bilo 23 stopinj Celzija, ampak to je lahko zelo verljivo, zato ker že čez 2 uri bo gotovo čez 30, mogoče celo 33. Jaz sem to poletje imel tako prakso, da sem šel kolesariti pozno popoldan ali pa zjutraj. Ponavadi med tednom, ko sem v službi do 3, sem počakal nekje do 5 popoldan in sem potem izkoristil kakšne 2 urce. Malo bolj hladno je med vikendom, če greš zjutraj, ampak jaz nisem prav jutranja ptica, tako da pred 8 sem se zelo težko odpravil na teren. Z izbiro primerne ure si nekako zagotovite, da boste v tistih najbolj vročih urah doma, nekje na hladnem, v senci, ne pa zunaj na cesti, izpostavljeni vremenskim vplivom. Poleg tega imate tako tudi v miru čas, da si pogledate kakšno etapo, tura ali pa vuelte. Jaz sem se danes na pot odpravil z gorskim kolesom, zato ker lahko z njim poberem dosti več sence. Kogarkoli zanima, kje točno se vozim, bom pa dal od spodaj v opis videa tudi link do svoje Strave. Poleti je zelo pomembna tudi skrb za hidracijo, tako da morate gledati, da imate s sabo zmeraj dovolj vode. Fajn je, jaz sem se vsaj tako letos navadil, da si v vodo dodajam še elektrolite. Najprej sem imel tiste od For Endurance, ki sem jih že porabil. Zdaj imam neke elektrolite v vrečkicah, ampak načeloma ni važno. Sej pomembno je, da imaš noter magnezij, kalij, natrij in še druge soli, ki jih sicer izgubljaš s potenjem. Poleti je lahko poraba pijače tudi 2 bidona na uro, tako da je treba malo razmisliti, ali greš kolesariti samo za 1 uro, ali boš pa vmes imel kakšen vodni vir, da boš lahko dotočil. Poleti se ni treba dosti oblačiti in še tisto, kar dam nase, gledam, da je lahko in zračno. Gledam, da oblečem zelo tanke drese, če je potrebno, se namažem tudi s sončno kremo. Pametno je tudi, če se lahko kje na poti ohladiš. Najlažje je, če imaš kakšen ekstra bidon vode in se z njim kar poliješ malo po glavi in po vratu. Drugače se je pa treba ustaviti v kakšni senci, malo spočiti, mogoče spiti kavico. Moje mnenje je, da ni treba poganjati preveč na silo. Nič ni narobe, če zbereš kakšno lažjo turo, bolj ravninsko, z malo nižjimi srčnimi utripi in tako poskrbiš za svoje zdravje. Sej vem, leta nazaj, v največji vročini, sem šel tudi v kakšne 10% klance in sem se imel super. Danes pa kaj tazga ne bi ponavljal. Kakor sem prej napovedal, po 1 uri vožnje imamo že 30 stopinj Celzija in temperatura bo sigurno še naraščala, kje je šele poldne. Mislim, da je letos res eno najbolj vročih poletij, kar smo jih kdaj imeli.
Tako da jaz prav ne pretiravam. Lej, vozim se v coni 2, lepo gledam, srčni utrip tam do 120, prav na easy. Ne briga me povprečje, briga me hidracija. Če je treba ustaviti, dotočiti vodo, se ohladiti ali kakorkoli narediti, da bo kolesarjenje zdravo in bolj prijetno, to je moj moto. Pomembno je, da si cel čas vožnje pozoren na morebitne simptome, na primer kakšna omotičnost, glavoboli, slabost oziroma slabo počutje ali pa tisti občutek neverjetne utrujenosti. V takem primeru se je najboljše ustaviti in prenehati s kolesarjenjem, zato ker obstaja velika verjetnost, da te dobi kakšna sončarica ali pa kakšen vročinski udar in tisto ponavadi ne pomeni prav nič dobrega. Sem pa imel v Solkanu prejšnji teden eno super lepo izkušnjo. Kmalu po tistem, ko sem se odpravil na kolesarjenje, me je tam pri šoli ustavil en fant, kakšnih 15 let star, povedal, da me spremlja že več let in si zaželel, če narediva en selfie. No, in ko sem že mislil, da je to, mi je čez 2 dni poslal sporočilo, da bi šla na eno skupno kolesarjenje. Normalno, da sem izkoristil, zapeljala sva se na en lep 50-kilometrski krog in sva se imela super. Debatiral sem z njim 2 uri, kakor z odraslim. Na koncu mi je tudi dovolil uporabo fotografij. Tako da, prijatelj, če to gledaš, hvala za lep izlet, za dobro izkušnjo in seveda vabljen, da se mi še kdaj pridružiš na kolesarjenju. Zelo pomembno je tudi, da zbereš dober teren, po katerem se boš vozil. Jaz imam tukaj precej poti že naštudiranih in poleti najrajši izberem take, kjer je dosti sence, ker se čuti, dejansko vam povem, zelo dobro se pozna razlika, ali ti kolesariš na soncu, ali si pa tako malo umaknjen noter v senčki. In že minuta, 2 vožnje v senci te lih lepo shladi, da tudi potem, če prideš spet nazaj na sonce, je kolesarjenje dosti lažje. Danes tudi testiram ta magnetni nastavek, ki ga imam od spodaj pod dresom. Zelo enostavno je natikanje in snemanje. Kamero lahko kadarkoli vzamem v roko in posnamem vse naokrog. Tako da sem kar zadovoljen. S sabo imam tudi selfie palčko, ampak sem z njo tako naroden, da jo praktično ne uporabljam. Vidiš, tako imam kamero na tem magnetnem nosilcu, kadarkoli jo lahko zmaknem dol. Ta magnetni nastavek je pod dresom in zelo lepo se nastavi, prime, brez težav. Od zadaj v žepu imam selfie palčko. Zdaj, če bi hotel to med vožnjo kamero odklopiti, jo natakniti na ta nastavek in potem snemati naprej, je precej nerodno, zato ker bi se mogel ustaviti in to narediti. Ne verjamem, da bi mi to uspelo med vožnjo z eno roko. Tako da največ uporabljam kar tega in je pač to. Bom pa imel selfie palčko za kakšne druge prilike, mogoče na kakem potovanju ali pa kakšen peš video. Zdaj sem na poti že 1 uro in 45 minut. Za mano je 35 čudovitih kilometrov. Temperatura se je pa povzpela na 33 stopinj Celzija. Tako da jaz ne bom nič več odlašal. Imam še kakšnih 10 kilometrov do doma in se bom kar lepo spravil noter na klimo, v hlad in v senco. Pogledam nedeljski zaključek Vuelte s tisto noro etapo v 24% klanc in to je to. Poletje še ni reklo zadnje besede. Čuvajte se tega sonca, bodite previdni, imejte se fajn, lepe, srečne kilometre. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.